Med bungalovi nastanitvenega centra Debeli rtič najprej srečam Natalijo, ki me je povabil v svoj novi dom. Sin Jurij že pridno dela domače naloge. Po pouku, ki ga obiskuje v Ankaranu, popoldne po spletu spremlja še ukrajinsko šolo. Včasih nima volje, a vztraja pri domačih nalogah iz maternega jezika. Sestrica Ana pa z mamo rada bere, v šoli se je lepo znašla. Meni je to všeč, ker smo igramo, hodimo v šolo, rišemo, igramo v igrici. Najbolj pogrešam svojega očeta in Ukrajino. Tudi Boris pogreša Ukrajino, a mu je pri nas lepo. Pomembno je, da tukaj ni straha tega. Vse ostale se zbudiš, pogledaš na morje, probamo kar več govoriti s Slovencami in živeti v vašem ritmu. Sem so na voljo skupni prostori, kjer jim pripravljajo 3 obroke na dan. Tukaj se tudi veliko družijo. To je kot nekakšna skupnost odprtega tipa. Imamo nekaj pravil, seveda, da stvari potekajo gladko, je pa dokaj svobodno. Tu trenutno biva 89 oseb, večinoma mame z otroki. Lepo so se vključili tudi v lokalno skupnost. Vsi imajo pri nas status začasne zaščite. In kaj ta omogoča? Lahko bivajo oziroma živijo v naših namestitvenih centrih, lahko bivajo tudi v stanovanjih po Sloveniji, koliko so pa v našem namestitvenem centru, kot je tukaj na Debelem rtiču, in pa tukaj seveda zagotovimo prehrano. Dobijo pa tudi žepnino, iz katere si jo potem lahko kupijo obleko in obutev, pa šolske potrebščine. Večinoma se mladi v centru družijo med sabo, včasih pogrešajo družbo drugih vrstnikov, tudi tistih, ki so jih morali zapustiti. Pogrešaš sorodnike, zelo je žal, da ostali tam, prijatelje tudi, vse. Na velikem skupnem igrišču fantje najraje igrajo nogomet. Ob druženju in dejavnostih na prostem je dan bolj sproščen, misli pa bistrejše.